Živijo tukaj Anže, poslušate oddajo Aparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole je 22. epizoda Aparatusa, ki je bila posneta 20. maja 2013 in sicer z Maticom Bitencom, ki je direktor podjetja Tošelj. Tošelj je full fine app, ki dela na vseh možnih mobilnih platformah in služi temu, da lahko človek sledi svojemu zapravljanju oziroma da si lahko naredi budžet za naslednji mesec. V pogovoru pa poleg Tošlja še malo o delanju aplikacij za mobilne naprave, kakšne so razlike med iOS-om in Androidom, malo o RSS-verjih in njihovem branju, o zasvojenosti z Bejuldom, pa še o strojni in programski opremi. Preden začnemo, pa še enkrat hvala vsem, ki ste mi poslali kakšen feedback na mail anze@aparatus.si oziroma če ste dali oceno podcastu v iTunesih, ker nas še kakšen poslušalec lahko najde. In če tega slučajno še niste naredili, bo kakršnakoli ocena tam dobrodošla. Evo, zdaj pa Matic. Malo govor, neki, ne vem, vreme ali neki, jaz ne vem kaj. Mi smo more krvi prolili za bratstvo jedinstvo naših naroda. Moje prvo vprašanje, tako kot vedno, kdo si in kaj počneš? Jaz sem Matic Bitenc, sem direktor Tošlja, ampak izven teh brezveznih nazivov, drugače se ukvarjam z user interfejsom, z uporabniško izkušnjo, vse te splošne zadeve okoli firme, pa tudi trženje teh aplikacij in tako naprej. Ok, zdaj pač o Tošlju moramo govoriti na začetku. Ja. Zaradi tega, ker jaz sem bil eden od 7 ljudi v Sloveniji, ki je kupil Nokia na 900. Čestitke, to je pa retro, hardcore Linux geek varianta. Ja, jaz sem bil eden od teh ljudi. Tako da, takrat je bil tako Tošelj, po moje daleč najlepši app za telefon, ki je imel 7 appov. Ampak, ne, res to, in to je prvo vprašanje, zdaj za uneke ne vejo, to je bil, zadnji izdihljaj praktično še ta stare Nokia, ne, pred Microsoftom Nokia, ne. Ja, ki je hotel svojo platformo delati, no, zdaj pač, vmes je bil še pol Migo, no, pa je bil še N9, ki je bil še bolj dodelan ta Maemo, ampak ta Maemo je bila ena svoja smer, sam sem preveč zakompliciral z geeki zadevami, tako da za obične userje to ni ljublo. Ok, zdaj me pa zanima, zakaj ste vi pol, takrat, ko je prvi iPhone vam prišel, takrat okoli se je to dogajalo, ne? Ali pa ta drugi iPhone vam prišel na 900, tako vam prišel eno rekel, zdaj pa mi tudi touch delali, bomo delati ta Maemo, ne? Ja. Zdaj pa zakaj ste vi takrat Tošlja tudi za to naredili? Ja, mi smo bili edini dosti neumni, da smo že tako, ena mehna platforma, gremo probati, ne? Pa vse pač smo vedeli, da pač nek Nokia poskus tega, da naredijo neko konkurenco iPhone je bil. In pač tudi, če nismo lih totalno verjeli, da bo to zdaj ratelo, je bilo tako, ok, imamo programerje, ki se zanimajo za platformo, pa ki mi je cool, dajmo zdaj to probati, pa če že delamo, dajmo narediti proper, imamo nekaj za napol naredili za to platformo in pač pa je bilo, no, jaz pač dosti kmalu smo potem nehali to vzdrževati in razvijati naprej, ker tudi Nokia je samo ugotovila, da Maemo ne bo šel nikamor in so šli čisto na druge temere. No, sej, pa me pa v bistvu me tako zanima, kako se vam bolj odločate, veš, ker začnete, ker vi Tošelj delate, da je bil tudi za Symbiana, ne, zdaj do pred kratkim v bistvu ste ga še supportali, ne. Zdaj, kako je šla ta pot iz vašega zornega kota, pa če začneš čisto na začetku, ker začeli ste sam na Nokiji, v bistvu, ne. Ne, v bistvu, najprej smo začeli, čisto prva verzija je bila tak najbolj simple app za Android, čist expense tracker v smislu tega, da samo pišeš cifro, se pojavi na seznamu in imaš polden seznam stroškov, pa se števka na koncu. To je bilo priti mač, to je bil ta prvi prototip. Pol kasneje smo pa razširili še na iPhone pa na Symbian. Del tega je bilo to, da smo pač imeli ljudi, ki so to znali delati, mi je bilo veselje, pa smo tako, ok, zdaj čemo, te ljudi so tukaj na voljo, dajmo to probati, ne, se pač vendarle Symbian ima en dosti velik installed user base, ne, še zdaj, če gledaš, je naših uporabnikov na Symbianu to, kako na Windows Phone, po vsemu temu času, pa jih praktično ne prodajajo več in to so ljudje, ki so v Rusiji, v Braziliji, v Indiji. To je pritimač to je ta Symbian baza. In so še zmeraj neki fanatiki, ki so totalno o tem. Tako da pač, ok, mogoče bi lahko kakšne te resurse razvoja porabili tudi boljše v tem času, ne? Ampak v splošni mi ni žal, da smo bili na Symbianu. Ne, pa se meni je tako žal, ampak veš, ok, če ste začeli na Androidu, pa rečeš, ok, zdaj šli pa na iPhone, pa na Symbiana, ne? Ja? Pa zdaj Windows Phone 8, ja. Ne? Kako to od ozadja izgleda? Kako te odločitve tam padajo? Se enkrat usede za mizo, pa tako rečete, lej. Zdaj ne vem, user agenti, ki pridejo na sajt, so iz teh pa teh držav, pa rečeš, te imajo te platforme, ali sam rečete, ne, pa Windows Phone 8, cool, pa bomo tam naredili to app.
Malo je obojga, pa čakaj ne gledam user agentov na sajtu, ker ni tako drastično več folka pride z App Store, kot samega sajta. Tako da je bolj v smislu tega, gledaš, kakšne tržne deleže imajo posamezne platforme, nekaj je pa tudi čisto izaveš osebnega ungaina, ta platforma je pa res cool, ne, to pa moramo, pač. Do ene mere to gre, ne, ampak so pa skozi bolj racionalni glede tega, kam se osredotočamo, koliko razvoja posvetimo čemu. Povej, kako je zate šel Android naprej? Jaz sam testiram pač te telefone. Ne? Jaz v bistvu Android nisem dotaknil do 4.0. Ko vse do 4.0, kar sem videl, pač ne bi hotel imeti do žepo. Fugly as hell, res. Vse zaradi tega. Ne? Kako ste vi to videli, ki ste dejansko mogli nekaj za to početi, veš? Ta fragmentacija in vse te zadeve, ki so pri Androidu narobe. Mi smo začeli z unim čisto prvi do testnim Androidom, tako da je bil to prvi telefon, ni bilo še nobene fragmentacije, ker je sam en bil. Ker G1 odhaja. G1, on testno nad Google. In pač, počasen kasmina, no. Pa tudi stilsko tist Android to prvi, wow, res. Če danes gledam tiste screenshote, kaj tam dogaja, ne moreš verjeti, pa še v bistvu za 2 verzije naprej, no. In pač takrat smo korak za korakom tisto razvijali, pa smo ugotovili, da če naredimo to za Android, pa se pa kar malo parijel, pa takrat so bili še unije, veš, Android blogi, ki si poslal enemu Android blogerju, pa so bili čisto nahajpani, pa so si naredili review, ne, in pol so to relativno hitro. Sedaj se to še marsikeri platformi da, ampak ful teži. No in pol, ki je ta zadeva šla naprej, pa smo rekli, da imamo še za iPhone, pa tako naprej. Ampak oni to prvi dne v Androidu, tako je bilo kar nekaj odkrivanja novega. No. Kje pa je zdaj, recimo, vsaj za vas pač Android napram iOS-u, ki greva sklepa, da Symbian, Rusi pa Indici, ne, pa Windows Phone 8, kaj? Kdo? Kaj se tam dogaja? Kakšen je razmerje, saj pa nam bliža, veš, za vas? Ker vi ste pač slovenski app, sicer v angleščini, ampak kaj to za vas pomeni, ta market share pač na vseh različnih platformah? Mislim, pri nam je tako, da imamo še zdaj dejansko približno polovico iPhona. Aha. Ja. Pol je tam nekje četrti Androida, pol so pa še Symbian, Windows Phone, pa BlackBerry, nekako. S tem, da Symbian pa Windows imate nekaj podobnega. No, ampak zdaj zadnje cajde se to nekaj popravlja, pa sta iPhone pa Android po novih downloadih na dan sta nekje tam. Okay. A ste bili kdaj featured, ki je v kakšnem storu? Ja, parkrat. Na iOS-u smo bili zdaj februarja, smo bili tudi na ameriški, na prvi strani. Tista new and noteworthy, v finance kategoriji smo vse čas, pa so še posamezno teh po državah, rečemo finance pa what's hot, teh je pa konstantno tako nekaj 10. Če so to manjše države, se ne pozna toliko, če si pa featured zdaj na prvi strani v ZDA, pa so pa tisti spajki, kar najverjetni. No, vse to me zanima, ker sem dosti dober ne bilo pač s tem podcastom, tako, ker dokler tam gor živi, se dejansko poznaj, te random ljudje najdejo. Mislim, random ljudje, ki prej te ne bi šli iskat. A ste kaj naredili za to, tako zavestno, sploh kar slišam, no, kar se iTunesa tiče, so neke stvari, ki si jih je fajn držati, zato te oni pošmerglejo. A ste kaj delali v tej smeri, ali so vas pač, lej bomo pa to še zbrali? Veš, kaj smo naredili za to? Objavljeni sem bil v New York Timesu. Okay. 2 tedna je bilo, če si prišel na New York Times Technology, tako desno zgori tošel monster, pa članku expense trackingu, kjer smo bili mi unite prvi featured. Ja, to sem videl. Ta prve 2 stavka so tošel, pa ene parih še tako omenjene. Ja, okay. In Apple New York Times full obrajate in pa smo pač prišli tudi posledično. Okay. So bili tako, manjši feature so bili že prej, tisti nekih včasih imeli še Steph Favorites, pa si pol prišel eni so pa tisti algoritemski, kakor ta what's hot. Tja še nekako prideš, pol za naprej, rabaš pa nek boost tudi nekje in zdaj zagotovo ne vem, ampak sklepam glede na to je bilo tik po tem, da je bilo to zaradi tega New York Timesa. Pol ti pa pošljajo še ti zarabijo dodaten grafik artwork, pa to pa si pa un featured gor, imaš cel ta velik banner, ti se pol prepele še ne par userja. Sam, veš ti, kad si featured na prvi strani, ne? Tako, sej je enkraten spike, ne, tisti vrh, ki pride v ogromno ljudi, ampak od teh ljudi jih dosti manj ostane, kakor pa tisti, ki jih organsko dobiš ali prek srča, ali pa na sami finance kategoriji zaradi tega, ker so to že dejansko iskali. No, to je bo moj naslednje vprašanje, si ga odgovoril, kaj grem pa naprej. Ampak ja, ne, ker to se itak sklepa, no, se mi zdi, da na iTunesu je še zmeraj neka, ne, jaz imam tak feeling, ne, me poprav, če narobe razmišljam, ampak je nek tak feeling, da tam
ki te enkrat Apple obrajta, tam dejansko to nekaj pomeni. Ja. Mislim, da na Androidu folka se pojavlja v Play Store in tam na featuredih, je dosti, znaš, na Androidu imaš med top paid appi še zmeraj, ne vem, Root Unlock Platinum. Tako, kako vi to doživljate, to razliko, sploh med Play Storeom in med iTunes, tako. Meni se zdi, da je dosti manj uredniške politike na Androidu, kot je pa v iTunes oziroma v App Store. Ja. Tam se mi zdi, da Apple bolj drži to, pa kjer je appi so featured, pa kjer je banneri so. Na Androidu je pa zelo tako algoritemsko. Če gledaš tudi malo, veš, sam ta DNK obeh teh firm je tudi tako nekako. Je logičen, ja. Algoritemski pristop, pa dajmo to, zdaj pa bo že avtomatsko se pofurali, pa mogoče malo bolj ta human touch pristop Apple. No? Mogoče se z tega videl, sem tudi kot UX guy, pa to sem malo bolj pristaš Apple, no? Kot pa Google, čeprav imata oba svoje prednosti. Ne? Ampak ja, tukaj se pol vidno. In tudi, recimo, če vidimo, da so neki spajki, pa nekaj več downloadov, je to, da prideš na Androidu v tiste trending aplikacije, je zelo to tako algoritemsko. Tudi ločeno je manj po državah. Lestvice, mislim, so še vedno ločene, ampak dosti manj. Pri Apple imaš prav tako, ena država, ena štacuna, tam na Androidu pa ne moreš niti sam izbirati, lahko sam jezike izbiraš, ker avtomatsko glede na tvoj IP dodelijo eno štacuno. Ja, celo šajpi gledajo, sploh ne, da bi ti lahko. Ok, lepo. Ja, in pač nimaš izbire. Pol je pa še tam znotraj tistega, so tiste lestvice, niso toliko različne po državah, kot so ločene pa Apple. A ste kdaj kaj nasrkali pa Apple, pa tismo approval procesu, tam ste imeli kakšne štale, ki te horror storije, non-stop bereš, pač na netu, ne? Posod smo že nasrkali. Posod, kjer je ta approval proces zmer nekaj. S tem, da Apple zadnje cajte mora reči še kar predvidljiv. Včasih moraš malo trikrat pomisliti pa interpretirati, kako oni mislijo, s kakšnim delom v pravilih. Pa ne, da bi zdaj nekaj tazga konkretnega kršili, ampak čistko, a da moloh recurring in-app purchase, se pravi, da se avtomatsko vračunava vsak mesec, če je to storitev, je to samo za vsebino in zdaj včasih moraš pač probati, pa vidiš, kako oni reagirajo. No? In velikrat so kakšne take neznanke. Pri Google Playu si pač takoj gor. Ali je to dobro, da slabo je? No, vse, mislim, pol, ki vidiš razen kreptem po tistem storu, pol vidiš, da to tudi ni dobro. No. Konec koncev mi osebno še zmer ljubše, da kot uporabniku na koncu, da je en approval proces, pa da pol oni vidijo. Dobro, samo veš, vi, ker ste legitimen app, ne? Ja. Vam je bilo v bistvu skoraj božje, da vas Apple kar skozi spusti. Je pa res, da to gre pa z roko v roki s tem, da je pa šrot zraven pride. Ne? Ja. Čeprav, tudi Apple ima weird kriterije, ker v njih fart Apple je to, da je pač kičast. Ja, v enem gre v najbolj živce to, da se grejo neko cenzuro. Sploh to na podlagi teh vsebin s polnostjo. Ja. Nasilje je normalen, a veš, takoj, ki je pa neki malga seks ali pa že tako politika, da je mečkem bolj provokativno, bojo pa cenzurirali. Ja, pa tudi nasilje ni, ki je un model. Ena zgodba je bila, ne vem, ki je naredil app, ki je objaviti, ki so drovni, to, ki zdaj američani te drovne, pa šicajo ljudi, vsakeč, ki je en umrl iz drone strajka, ti je javil, da so ga tudi skenslali, kao da je bilo, ampak a se ti zdi, da oni dobro furajo to svojo cenzuro, overall, recimo? Mislim, meni osebno se zdijo preveč konzervativni kot klasična una ameriška fora, zakaj ima toleranca? Za nasilje je fulene toleranca, za vse ostalo pa ne. In to pač, ok, gledaj, lahko imaš še nun PG-rated, ne vem, ok, če nisi 17 ali 18 ali whatever, imaš to štacuno, za vse ostale imaš pa lahko kakršno koli vsebino fucking hočeš. Ja. In je to. In zdaj pač oni rečejo sicer, da to ni svoboda govora, se lahko narediš na webu ali pa web app, ampak glede na to, koliko dominantne platforme to postaje to tudi vprašanje svobode govora, zaradi tega, ker si na ostalih slabše distribuiran, kakor pa na App Store. Ja, samo oni bo zmeraj rekli, da je vse Android, pač, takrat jim bolj to prav pride. Ja. No, ampak glede, ki se rekel, pač web appi, pa te native appi, ta famozna debata. Ampak vi, ki z vsem delate, koliko prednosti ima še iOS s tem svojim Nitro Javatom, pa whatever, pač v Safariju mobile, koliko prednosti je še tam napram Chroma zdaj na Googlovi strani? Ker na začetku je ti edina stvar, ki je delala, realno gledam. Pa ne vem, če je kaj. Tako, sem mislil, če iz izkušenj, kad delate recimo svoj umestnik, ko se mora tudi na mobilu kazati, kakšne so razlike.
Če so pravic povedano, zdaj nimamo dosti optimizirano za mobil stran, tako da zdaj delamo na taki veliki prenovi, ki bo pa totalno spedenana tudi za mobilno. Drugače zdaj, ne vem, misliš sam na iOS-u med Safarijem pa Chromom, tle ne vem neke statistike, ampak če gledam na splošno te JavaScript engine, mislim, da sem videl, da je v bistvu po to zadnjih ta Google V8, kaj je. Ja, V8 od videa, ta je zmerno poznam. Je dejansko boljš kot Safarijo, no. Tako da ne vem, zdaj se nekaj tle prca, enkrat eden, drugič. No, ampak veš, ker recimo na iOS-u je ta fora neka default browserja ne moreš zamenjati, ne. Ja. Až to tam pač zmeram res, ne. Zdaj ti, če jaz bi tudi na iOS-u rekel, zdaj pa to odpril v Chromu, pa se mi pol sinkajo zadeve normalno, ne. A vi se z iCloudom ste že kaj srečali? Tako konkretno pri svojih. Ne, mi smo šli svoj sing delati. To vem, ampak... Ker takrat sploh še ni bilo iClouda, pa zelo radi imamo to, da je multiplatform in imamo vse na svoj API narejen. Drugač pa, kar sem bral od ostalih developerjev po netu, je ta iCloud grozen. Da takoj, ko priješ izven najbolj osnovne funkcionalnosti, je za developerje grozen, zginevajo zadeve, se nepričakovano obnašajo, tako da pač Apple pa web services to ne gre lih. Vsi po moje, da vejo, da morajo na teh web storitvah se krepko ukrepiti, ampak zaenkrat zaostajajo. No, tle pa ta njihova kultura se malo polom, ker to pa Google boljš počne. Pač, ja, niso navajeni tega modela. Ja, ampak pa vi, ki delate svoj pač sync, ne, v zadnji. Koga s tem dela? Ker jaz sem tako feeling, da s tem mora biti na eni točki več dela, kot samim appom. Mislim, ali ne. Ja, veliko dela s tem. Tudi zdaj tudi neko radikalno prenovo tega delamo. In v bistvu ta sync rata osnovno bazo vsega, pač, na kateri gradiš in potem so samo klienti, ki do tega dostopajo. Ne? Različne aplikacije, medtem da je web tudi eno od teh aplikacij, ki dostopa do tega API-ja. In s tem je ful ukvarjanje in tukaj pol prebiva tudi ta glavna logika, kako se kaj računa. Se nekaj tega računanja se dela na mobilnih napravah, trenutno še vedno precej, ampak vedno bolj gremo v ta model, da so vse delajo centralno na API-ju, manj možnosti za napake, pa enotno za vse platforme. A pa imate nekje neke mašine ali najemate mašine, ker jaz si predstavljam, da to rabite kar par mašin, da to funkcionira. Mislim, to je nek server farm, ste nekje. Kaj? Ja, ne najemamo mašine, nimamo jih tukaj, ampak so pač professional server centri. Nekaj, glik to me najbolj v bistvu zanima, zato ker vi ste pač tak res proper, pač cross platform app, ne. Zdaj veliko moderno je zdaj, da pa iOS first, pa po nesreči Android naredijo, Windows Phone je tako ben nešljivi, ne. Mislim, realno gledam ga reše, ne. Mislim, jaz bi furil, da bi ga, ampak ga res ne. Zdaj, če greste na to, da je vse centralno, koliko vas je pa kle strah, da imate pač toliko podatkov od ljudi pri sebi? Kje zaradi tega ne bi spal, recimo, na vašem metu? Tako, mene bi, veš kaj mislim? Ja, tako... Koliko o temu razmišljate? No? Mislim, predvsej razmišljamo o tem. Varnost je tako na prvem mestu, to, da se ne da not priredi, da so tudi podatke, recimo, ki se sinkajo po API-ju, so enkriptirani vmesno vse te poti, tako da so v bistvu samo v centralni bazi na koncu. In pač, valjda, skozi čekiramo, a veš, bloge, kje so kakšni exploiti in kva moramo, mislim, valjda imamo vse po-updatan, neumne zadeve, kar rabijo biti in pač skozi gledamo varnost. Kaj pa to pomeni, recimo, gledati varno, že spet, pa greja nazaj, to me te razlike me najbolj zanimajo, pač na Androidu, pa pol na iOS-u, veš, ker te exploiti so pač na obeh platformah, ne, zdaj malo večjih je sicer na Androidu, ne, ampak koliko morate kjermu slediti, oziroma kaj ste večkrat pečali, no, tako rekel. Mislim, na mobile platformah tukaj tak že neke te osnovni API, pa kako so aplikacije ločene med sabo, da so v bistvu na nek način sandbox v to sistemu, že to ti precej pomaga. Pač aplikacije med sabo ne morejo dostopati teh podatkov. Tako da že osnovna zasnova mobilnega OS-a ti tukaj ful pomaga. Aha, pa pač upaš na najboljš, da... Ja. Mislim, ni li tako, da upaš, upaš. Ja, gradiš na tem. Zdaj pač zizda stališča, so pa pač oni razni pol peskodi, pa to, da si lahko kodo zaklenejo te podatke in tako naprej. Koliko vam greva na jetra, recimo, da se na iOS-u ne da nič pripeljati, no, to šli iz drugih appov? Kaj se zdi, to bi se meni zdelo to najbolj. Jaz koliko ga na Androidu uporabljam, veš koliko jaz nekaj kupam, ne, sploh če prek neta kupam, zmeraj v mail dobim. Jaz bi tam sam rad rekel, recimo, ne, a veš tako, lej, ta cifra, tošel, bodi tam, ne, a veš, na to varianto, ne, kar sklepam, mislim, v Androidu jaz to tako delam, pač da copy-pastam, okej. Ja.
to lahko tudi tam naredi, samo je klema lažje. To je še zmer ful preveč dela. Ja, se to, ja. To ni tako avtomatizacija. Če copy-pastam vsoto iz maila, se prav samo mogel tam, klikati pa označiti, pa vodati copy, je skoraj hitreje v bistvu, da pišeš na roko še enkrat. To je res. Mislim, ta prava avtomatizacija, ki se lotevamo, je v bistvu to, da direktno iz kreditne kartice oziroma iz banke uvozaš vse tvoje transakcije, pa da to avtomatično pride v tošen noter, se kategorizira in je to. Da razen tistega, kar plačaš s cashom, da ti nič ni treba vnašati. V to gremo. Ja, vi ste se ful lotili pač tega budgetinga, ne? Ki se ga jaz še nisem lotil pretočiti, moram zdaj sam še beležim stvari, ne? Ampak kakaj je pa kleo zaradi logika? Mislim, zakaj sploh budgeting delati? Veš, glede na to, da ste res, samo kako se rekel, ta prvo je bil sam tako povedal sem, da sem dal 2x zapiral 7 evrov, ne? Pač ta budgeting, res me zanima, zakaj ste se to, ker se mi zdi, da ste se ful v to vrgali, no? Tako, da je to ratalo eno od unih featurev, s katerim se bolj na koncu tudi hvalite, ne? Ne sam tracking, ampak tudi budgeting, ne? Dejansko se tle učimo zelo veliko od naših uporabnikov. In ta budgeting jim je osnovna zadeva. To, da si pol postavijo eno omejitev, pač jaz vam pa tokle zagona na mesec in je to. Obstaja tudi en kup drugih budgeting appov, ki grejo če bolj v to po freudovsko analno sceno, da merijo čisto vsako. Se pravi, imajo sistem ta, da vsak košček tvojega prihodka vnaprej za cel mesec za budžetaš za nekaj. Rečeš, jaz sem dal pa tokle za entertainment, tokle bom dal za hrano, drugo in tretje. Mi pač vse ne bi šli zdaj v tok te zadeve, da zdaj za vsako staro naprej zabudžetiraš, ampak rečeš, gled, toli so tisti 3 nujni budžeti, ali pa tista 3 področja, kjer bi radi, da malo bolj prihranim, da ne zapravljam to, kakor ponavad. Vse ostalo je pa tisto left to spend, pa je nekako bolj prosto bo prešerno, da ni zdaj skozi tega pritiska, da moraš pa čisto vsak cent postaviti točen tja, kamar si nameraval. In uporabniki danes tako spremljajo na ta način. Pač mesečni budžet, en tak splošen, pa so pa še za posamezne tege oziroma kategorije poveš, da bo šlo pa tokle za hrano, tokle pa za nekaj drugega. Pa so pa zanimivi še tisti tretji budžeti, ki so pa letni, v smislu, gledaj, koliko daš pa za alko v celom letu in pa tako malo spremljaš, pa je kar malo creepy. To imam jaz en tag, pa ne bom. V glavnem, ja. Kaj sem hotel še reči. No, to, kar sem rekel, pač, da je to v bistvu od userjev prišlo na nek način, ne. Kaj pa App Store reviewi, ne? Kako pa se tam pač spopadate z unimi crazy, ki tam obstajajo? Jaz imam en velik zegar na življenju, en aparat, jaz imam same pozitivne, jaz imam res nek normalen folk me posluša, jaz ne vem, ampak ki vi sklepa ne maže to tudi naredi, it does not work, 1 star, klicajo 17, ne. Mislim, najbolj frustrirajoče je na App Store, ki ne moreš odgovarjati. Zdaj so na Google Play vsaj dodali, da jim lahko odgovarjamo. To sem videl, ja. Že to je nekaj, ali pa če saj pride do tega, da ne pošljajo mail, ali pa na našem online supportu, pa se lahko pogovarjajo, pa lahko vprašaš, kaj pa ne dela. Najbolj na živci mi gre tudi tako v resničnem življenju, mislim pač v dnevnem življenju, ti uporabniki, ki tako, vem pa ne dela. Kaj ti ne dela? Kaj se pa zgodi? Ampak misliš, da je realno, da se bi tako, ker meni je to zelo zanimivo, ker je pač Google dal na Android, da pač da lahko developerji odgovarjate, ne? Ampak zdi to realno, pa ker si enkrat na neki bazi uporabnikov ogromni, ne? Pa narediš nek update, pa je neki broken za 7 unih telefonov, ne? In se ti usujejo te zadeve, ne? A je to sploh realno s folga, da bi ti vsakmu povedal, lej, alo, ne. A veš? Mislim, če to res toliko masovno politik boš, da pošlješ vsem tem userjem mail, pa jim razložiš naenkrat, pa se pol izogneš vsem tem ljudem, ki naletava. Zdaj, če pa to jih, ne vem, nekaj 10 ali kaj, pa pač odgovoriti. Se tudi precej časa vsak dan namenjali temu, da sem na supportu, pa da odgovarjam ljudem. A to dejansko tudi ti počneš? Ja, to da sem jaz počnem. Ja, to da sem ti počnem, ampak to je zanimivo, nekaj vzadi. Ja, okej, zdaj si me šokiral, ampak ja, kaj pomeni to, koliko cajta recimo na dan? Pa res, popravic povem. Čas je kar malo preveč, no, tako da ja. Veš, ti ponedeljki so malo krize, ker med vikendom ne odgovarjaš skozi, razen mogoče kakšnega Twitterja, pa je pol treba vsaj ne pol dneva, da nadoknadaš, no, drugače pa ne vem, kakšna ura, 2 ali pa kaj tazga na dan gre siguren za support, če ne celo več. Pol je pa naprej tudi delegacija ostalim, pač, ker ugotoviš, da dejansko je bug kakšen, pa daš pol naprej v ta naš tracker, pa te zadeve. Drugače, glede tega supporta sem hotel še povedati, the crazy does not end there, ne, Kaj to pomeni? Če je bilo samo to, da mi ne dela, veš, to je še v redu. Pol je še
unrang userjev, ki tako karkoli je zaplačati, ali je preveč, ali jim kao nisem povedal, da je zaplačati, ali da sploh, da je karkoli zaplačati, je nekaj najbolj kriminalnega na svetu, pa vse aplikacije mogli biti zastonj. Potem imaš pol nivo ljudi, ki so pa neki verski fundamentalisti, ali pa kaj pa ti začnejo nabijati, da to, da imamo te maskote v aplikaciji, ne, te tošel pošasti, ki zgledajo mogoče včasih malo tako, veš, malo je na horror sceno, ampak so zelo prijazne pošasti. No, in dobimo kakšne verske fundamentaliste z juga ZDA, ki nam začnejo nabijati, da to so pa hudiči noter v aplikaciji in da oni ne morejo tega zdaj uporabljati, zaradi tega, ker demoni so noter v aplikaciji in da to njihovo... Da, to si dobo 3 maile. Ja, ok, niso zdaj ni ful, ampak bilo je pa. Jih je pa kar nepar na let teh, a veš, pa dobiš tudi spet, imamo en kup uporabnikov Saudske Arabije, pa imaš isti problem z muslimanskega stališča. Ok, lepa. Potem veš zraven majic pošljemo pol še neke nalepke s temi Tošel monsterji in eno od teh je Tošel monster, ki zdi pač tam meni baby v naročju na plaži. On baby je sicer topl, ampak je tako zelo okusno narisano, veš, pa čaka neka ilustracije, pa še tako veke ima zaprte. Zadnjič se je začel zmerati pomenilo, da smo mi največji rasisti možen, da tako prikazujemo Azice. Zato, ko ima zaprte oči. Že mi smo poslali 100 teh majic, do tega uporabnika se še noben ni pritožil. En kup teh majic, po moja 1/3 jih je šlo v neke azijske države, pa je bilo vsem v redu. Nekar pošaš enemu Američanu tajvanskega rodu v Teksasu in je kar naenkrat huge problem in hočem denar nazaj in ne pogovarjam se več z vami. Ja. Lepa, to pa sploh ne bi. Mislim, to sploh nisem pomislil, da imaš lahko še s čim drugim probleme, kot sam, da z neki ne dela pač. Da se folku da, no, tako bom rekel. Presenetljivo se jim da. Ampak večkrat kot to se jim da zelo na pozitiven način. Zdaj ne bom sam razlagal horror storije, pač dobimo tudi ogromno pohval, tudi če se uporabniki pretožijo, ponavadi povejo, da jim je cool app. Pa tako, obenem že ceno tudi nekaj se pretožijo, pa napišajo stran pa pol od tega, kva vse jih mot, pa kaj bi oni izboljšali, da to pokaže neizmerno predanost, da se ti da za en app, ki si ga likar zelo iti napisati toliko predlogov, pa skritizirati, kaj ti nikul, se pravi se dejansko nekako tudi čustveno investirati v to aplikacijo, pa hočeš, da se kaj izboljša. Tako da glede tega, mislim, so mi res stari, no, marsikdaj, da se jim to da. Ja, se, no, pa sploh če je argumentiran, pa še eden, ki še malo ve, pa itak najboljš, po moje, ne. Kaj pa pol, ki ste šli, ki je bilo treba nekaj zaračunati, veš? Kako ste pa se tistega lotili, veš, ko vi sklepam, da ste pač gledali na celo to vašo, pač cel user base, ne, in pa, ko se ta veča, ne, tam lahko nek slider ste imeli, koliko bi lahko zaračunali, ne, veš. V bistvu sem tako zanima, se ni treba zdaj, koliko denarja, bolj me tako zanima, zakaj ste se sploh odločili, da po pol enkrat, pa lej, zdaj boste dali, pa če hočeš, pa toliko porajala, boste dali pa denar, veš, pa ste rekli, lej, toliko je, in pa se je kaj zgodilo. Ne, pa ne zdaj, da gremo na negativo. Osnovna motivacija je pač nekako moramo preživeti. To je dejstvo. Za en del moraš zaračunati. Pa se v bistvu skozi premikamo ta sweet spot. Veš, no se to, ampak ta sweet spot me zanima. A veš, koliko se premika? A ne, kaj to pomeni, da se premika? To me najbolj zanima. Premika se predvsem s funkcionalnosti. Mi smo ceno v bistvu obdržali tako, kot že od začetka. S tem, da smo vsta čas dodali funkcionalnosti, se je kup stvari premaknili v zaston. So pa pač vedno te nove funkcionalnosti, ki jih dodamo. In trenutno imamo tako, da je, ne vem, večkraten prihodek na mesec je plačljiv, pa večkraten budžet, pa neki dodatni grafi na web, pa tako naprej. Zdaj, ko bomo v prihodnosti to delali, pa bomo dodali novo funkcionalnost, bojo pač te stvari, ki sem jih zdaj omenil, bojo zastonj ali pa ful manj omejene. Plus en kup novih zadev bo tudi, ko bo zastonj. Mi pač zmeriščemo v tem, da smo obenem na voljo čim več ljudem, da čim več ljudi uporablja to aplikacijo, pa dobene še vedno lahko zaslužimo dost, da se preživimo pa razvijamo to naprej. In tudi zato imamo to naročnino, pa ta recurring model, zato ker lahko nekako bolj jasno predvidevamo, kakšni bodo naši prihodki z meseca v mesec, pa da so neki naročniki, ki se obdržijo, da pol pač imamo neko varno bazo, da lahko to razvijamo naprej, ne da bi nas bilo strah, da naslednji mesec bo pa zdaj pa 0. Ja, valjda, ker če bi bil sam one-off purchase, ne appa, pa se hitro tam. Ampak misliš, da je logično ljudem, pač uporabnikom, da če je subscription service, ne, pa sploh vi, ker smo sami sinkate pa to, imaš feeling, da je neko razumevanje, da je ok, to pa lahko na mesec dajem neki, ne, enkrat ga bom kupil, pa je pa to, ne. Dosti različen, pač moram priznati tudi precej uporabnikov, ki jih mod to, da je naročnina. Ja. Valjda.
Ampak, can't please them all. To je no, ampak kako, kaj pa ti misliš? Mislim, ker dejansko, čim je sync, ne, so tudi tuni stroški, kar se serverjev tam tiče. Ne, bi bilo, sklepam, da ne mogoče, če bi recimo vsem prodali app, sploh to sfolgati ali ne. Ali... Takoj, ki je malo bolj kompleksna aplikacija, so še neko vzdrževanje. Zdaj, neki so bug fixi, pol je pa še to, da serverji laufajo, da ta sync poteka nemoteno. In zdaj pač tudi kot poslovni model ta one-off ni lih ustrezen, če ni res najbolj simpel aplikacija. Ne? Ja, ali pa da si Angry Birds, pa jih prodaš 4 giziljone. Ja. Ne vem, kjera cifra je tam zelo. Pa tudi, da veš, drugačni modeli so pri nekih servisih, storitvah, ki jih uporabljaš ves čas, pa neki taki, ok, zdaj bom pa to igral en mesec, pa se bom pol naveličil. Pač to šel je iz nule narejen tako, da ga ti konstantno uporabljaš in da ga uporabljaš več, imaš v bistvu od tega, ker tudi vidiš tvoje trende za preteklost, pa izboljšaš tisto svojo uporabo pa te stvari. Tako da se, ne vem, recimo ena tako dosti sorodna aplikacija nam je recimo Evernote, ki je tudi ta mesečna naročnina in pol, oni so objavljali celo neke statistike, da dalje uporabnik, free uporabnik, večja je šansa, da bo tudi nadgradil naprav. Zaradi tega, ker tudi vse, v primeru Evernote, vse te svoje zapiske, pa vsta svoj čas investiraš v to, v eno platformo in na koncu imaš ful več od tega, če postaneš prav kukar pa na začetku, kaj si pa šele začel. Ja, ker imaš dva grafa, pa tako, ja, to je res. Pa 2 tega, pa pol tege brišeš, pa jih popravljaš, to je zdaj postane. Ampak, so moje travme. Zdaj, da gre čisto na začetek, še eno vprašanje, tako, zakaj sploh pač stošljam, zakaj glih ta finance tracking, od vseh stvari, ki se jih je takrat dal, pa zakaj sploh to? Kdo se je to spomnil, bi rekel, mi pa to delali pač. To je bilo pa tako skoraj po naključen sodelavc še 3FS-a, je lih v bistvu ne imajo prirostavane, kaj je bilo v glavnem prišel do zaključka, da imamo pa te smartfone, pa da bi on res rabo en simpel način za to vnašati, ampak je prišel do tega, da so vsi appi crap, pa da je user experience za nič in pa smo rekli, da to lahko naredimo boljš. In smo šli delati pač čisto neko testno verzijo, pol so pa začeli ideja držati, kaj so se tle še dali, pa sync, pa grafik, pa gordal. In pač na začetku je bilo, evo, dajmo eno aplikacijo za foro probati, pa se je kar nekako prijeli in zdaj bo to. Ja, lepa. Ok, no zdaj pa malo še povej to, kar si rekel, da delaš pač UX, ne? Oziroma kaj je user experience, ne? Oziroma uporabniško izkušnja, kaj sem, ko se tega reče slovensk. Kaj to pomeni? Kaj to vse pomeni, bom tako vprašal? No? Zdaj, z čist praktičnega stališča, da si folk bo to plastično predstavljal, jaz sem zalaufam v nomni grafel in potem skiciram noter, vzamem screen, pač kaj da bi svinčnikom skiciral, sem pač v digitalni obliki. Zdaj, te gumbi bojo tukaj, konceptualno, kako bo zdaj izgledal, tukaj bo ta vsebina, dodajal boš expense, tam bojo taki grafiki in v bistvu postavil še cel ogrodje za aplikacijo, pa jaz že te končne tekste dam noter in vse skupaj, da tudi formiramo že ta malo bolj zajebanski stil noter v appu, pa da je čim bolj enostavno za razumeti. Tako da user experience je v bistvu celoten skupek vsega tega, kako stvar deluje, pa nekaj je tudi že dizajna noter. No? In pač user experience je nekako prepleten tudi z dizajnom, no? Ampak jaz sem delal končnega dizajna, no, sem delal. No, glih to sem hotel reči, da pač zdaj dizajn, koliko pa kakle spreminjate recimo aplikacijo, ne? Ali pa čisto iz UX-a in pol iz dizajna, ne? Koliko probate kle loviti tu na neko familiarnost, veš, tistim, kar je bilo prej, da čisto ne pač pisaš off vseh, ki so bili zdaj navajeni, ne? Ker to še kar dost naprej, no, mislim, pa ni šel, ne, zato, ker še zmeram tak, je bil na 900 po eni strani, no, ni, ne, ampak, veš, je pa, jaz, kaj sem preklopil, ni bilo tako, moj bog, kam sem pa zdaj prišel, ne. To bom vzil kot kompliment, veš, če boš zdaj gledati screenshote od N900, od kovodo. Ja, verjam, ampak tako, znano mi je bilo, no, veš, zdaj, kako to loviti tam noter, veš, ker to sklepam, da gre pa brutalno enega truda, ne, da ne zajadraš v neki, ki bo eden update, pa bo rekel, kaj to, pač, ne. Jaz se tako počasi gremo evolucijsko, no? In za vsako verzijo mogoče kaj dodamo, malo spremenimo, izboljšamo, ni bilo pa zaenkrat nekih ful velikih preskokov. Ampak delamo lih trenutno na nečem takem, ker bo pa malo večji lip. Zakaj si to tako rekel? Ful velik, okay, ja, kaj to pomeni? Okay. Da ne vprašam, kaj to pomeni, hočem te to vprašati, da ti ni treba preveč povedati, ne? Ker sklepam, da sveta neče povedati, ampak tako, pač tudi kar se dizajna tiče, ali tudi samo UX-a? Tudi dizajner, no, okay. Kako pa čakate iOS 7?
z navdušenim pričakovanjem. Gremo tudi v to smer, probamo, kot je takrat Grecki rekel, veš, drsamo tja, kamor opak gre, ne tam, kaj je trenutno. Ja. Aha, okay. A pa ste pa bolj fani, čeprav, vi ste glih nekje vmes, ne, med tem, ker zdaj ta debata, ne, na iOS-u, ne, je tak, ta beseda, ki jo meni zna reči, ne, skeuomorfizem ali karkoli, ne, to so zadeve, pač, kjer je, ne vem, kaj v kalendarju vidiš, da so listi, ne, pa v iBooksih, ki stran obrneš, se list obrne, ne. Oponašanje fizičnih objektov, whatever, tako, ja. Pa ta flat design, ki je v bistvu pač pa Microsoft hara, kar se tega tiče, ne, ker sem po mojem eno najlepših stvari do zdaj, ki je še enkrat noben ne uporablja. Ampak ja. Android ima nekje vmes, ne, recimo, ne, tu nekde. Koliko se da temu slediti, no, tako rekel. Veš, recimo, ta iOS 7 se zdaj govori, so kao Johnny Ive, tak je v bistvu designer iPhone, bil bo zdaj točno na software, pa se nekako sklepa, ne, da bo zadeva šla bolj v to smer. Veš, koliko vi temu, pač, koliko se s tem sploh obadate, oziroma koliko gre to v vaše odločitve? Veš, taki rumori, čisto pa nekaj iPad vam prišel mini, koliko bo bil velik zaslon, pa kva se vdaš, take stvari, no? Mi smo že tako sami prišli do tega, da bi radi malo bolj flat, da, veš, že čisto po lastnem okusu, zdaj pač mi imamo že kjer teh zadev narejenih, zdaj pa če se bo Apple približal našemu, bomo zelo veseli. Ja, se feri, da. Ne, ampak je vam da se prilagajamo na posamezne platforme, veš, se pač delaš tako, da zgledaš native, ne, se lahko greš v eno smer s svojim dizajnom, ne moreš iti pa v neko čisto tretjo zaradi tega, ker se ti bodo to prvič uporabniki uprli, ker jim ne bo jasno, kako se kakšni elementi obnašajo, pa tudi jezni bojo zaradi tega, ker so ponavadi tudi fani platforme, pa jim je pol čudno, zakaj pa vse to drugače gleda. S tem, da pač iPhone useri so še ful bolj občutljivi na to, Android pa, ker so navajeni biti maltretirani strani dizajna do zdaj, še niso toliko, ampak počas postajajo. No, zdaj 104.0 smo dobili to do uporabnikov, da je že caj, da malo updatamo na ta 4.0 design language in tudi smo. To je ta Matijas Duarte, ne? Ja, Matijas Duarte. Ta človek, ne? Se to pa, kaj enkrat pogledaš te ozadi, ne? Kdo dela pač na Androidu, pa pač iPhone, pa Palm, pa to so eni te isti ljudje, zelo konstantno. Ja, kakor krožijo. Ne? In tega Matijasa so oni nujno rabili. On je bil čas, on je bil vmes pri Microsoftu in na Ulmu Kiko delal. Ja, ampak ne, predtem je bil pa na Dangerju, ki so pa Sidekick, ne? No, ja, točno. Pa Rubin je šel Androida delati, on je šel pa Kik delati. Ja, Rubin je bil tu predvsem. Ja, Rubin je bil šefe, to so Danger, ko so bili oni, oni so Sidekick, zato pa je to prvo Android tako Sidekick, ki bo na BlackBerry telefonih, sploh ni ti so čist pokradli. Pa Palma mi žal, Palm je imel pa res top WebOS in UX, tudi design je bil dost cool. Ja, se tam je do Arte cool rato, ne? Ja, in pa se to zdaj pozna od 4.0, ne? Zdaj to unke to poslušamo, ne ve, kaj se govori. Android do različice 4.0 je res grd. Ja. Grd in nepregleden in bengen je razumel in 4 gumbe je imel, ki jih ne bi smel imeti in glih zato, ker UX dela še ena stvar, ki jaz sicer sem bolj Android fan, ne, realno gledam, mislim, iOS mi je zelo všeč, ampak pač imam tega Nexusa pa to, no, ampak ker jaz folko razlagam, da zakaj pač iOS je toliko cool za širšo populacijo, za civiliste, tako kaj mi jaz rečem, da so ljudi, ki veš, ne znajo kompov baš uporabljati. Niso geek vojski. Ja, več ali manj, tako ne. Zmerno se prije do unga home buttona, ne. Ker home button je po mojem ena najbolj genialnih stvari, ki so oni lahko naredili, ne. Ker tam karkoli zajebeš, pritisneš home button in si miren, ne. A veš, zdaj meni zanima tako, kako ti gledaš, recimo, pač na iOS, cel ta design language njihov pa na home button, ne, pa vse, kar vsi ostali delajo. Ne. A se tebi tudi zdi, da je to toliko velik del, kot se me zdi, sem hočel zdaj potrditi moje teze, ampak vse. Pač, res sem rekel, me enega vprašal, ker se s tem res obada, razumeš? Pač, to zdaj pa povej. Ja, dejansko, pač oni imajo ful več poudarka na uporabniške izkušnji, pa to, da probe razmišljati kot uporabnik. Google ima še zmer to v DNK-ju, da imamo cool tehnologijo, pa bomo pa zdaj priredili to, da bo cool. Veš, in ta Duarte sej vsakemu čast, ne, ampak on je bil add-on na koncu. Se pravi, zdaj bo postavili platformo, zdaj sem pa res zafukal tale UX, da ima enega za dobiti, da bo vse to popravil. Ne? Pač Apple je pa že dost prej štartov iz tega, da je to sozvočil ta tehnika in obeno uporabniška izkušnja. Zdaj tudi osebno sem se začel z uporabniško izkušnjo, pa z marsičem od tega ukvarjati tudi zaradi Apple, ker sem bil tako svoje čajte še full bolj hardcore Apple fan in sem pač zaradi tega začel razmišljati ob uni migraciji z Windowsa na Maca, takrat way back, tako
fakt te stvari so lahko ful bolj logične, tako zakaj ni toliko posod in pa si začel evangelizirati pa prepričevati ljudi, da je to pa prava pot. Kdaj si šel iz Windsor na Meka? Pri katerih mašinah, se ne letnico, raj to povem. Tam je 2526, moj to prvi je iBook G3. G3? Ja. Moji oča, ki so dizajner, ne, so imeli G3 Power Maca, pač kišto še. Unite farbasti. Ne, to je eden prej, ki je v bistvu Mac Pro pred Mac Projem, unite so bili, ki je bil še System 9 gor, kada tik pred Mac SX-om, unite je bil ta zadnji, ki sem ga videl. Zakaj si pa takrat šel iz Windsor na Maca? Zato, ker malo ljudi spoznaš, ki so šli na kompih, ki so prešaltali, vsi so šli na iOS. To je čisto razumem, to je edin prav, da greš. Ker na kompih, je pa tako, če si hotel karkoli špilat, dosti pointless, če si šel na Maca, dva špila, ki sta bila, pa flash igrice na netu. Zakaj si ti šel pač? Svečesko, spletne ključe. Fotor mi je enkrat poslal, včasih mi je rekel Apple card, ki si lahko web card pošiljal, to je bila fotka, pa ena taka web razgledanca. To si mu na apple.com in dobim in pač čistko nuba, pač nisem vedel, zakaj se gre, da mi tisto zadevo še enkrat na sredi osnovne šole, grem pogledat, to so pokor računalniki, pa tako si, zakaj tega Apple ni več kaj okoli, in pol sem začel to zadevo raziskovati, bilo totalno okoli, in pol sem šparil toliko cajta, dokler nisem počasno šparil za enega iBooka ob pomoči sorodnikov. Pa si kar dosti cajta šparil, sloh, če si ga hotel tle dobiti, pa sem pa totalno navdušen nad desetko, nad macOS-om. In so se mi zdele zadeve toliko bolj logične in za vsako verzijo je bil boljši. In pa sem pač prežiš s šolcama, ki so bili na Vinsih in jih pol preprečuješ in pol te klaste v tem getu. Čeprav, macOS X je bil na začetku dost slab, ki je bil res počasen. Jaz sem tam na začetku 10.1, kjer vržen najbolj, ti si res ni bilo zagledati, pa brushed metal, pa tisne. Ti si bilo dosti slow motion, nekaj System 9, tam ti si bilo res hiter. Sem pol se prišli tam 10.2 so dodali malo več featurejev, 10.3 je bil pa že pantr, bil že proper hiter. Pa Tiger, mislim, da je bilo takrat, ki je res prevesen. Pa so bili pa uni featurei, ki so bili, ne vem, expose, pa drag and drop preprosto deluje. Pa to je res. Vzameš file, pa ga dropneš na koncu od maila, pa se odpre nov mail s to priponko. Sliši se kot ena najmanjša zadeva možen. Ampak na konci pa skupaj vseh teh detajlov ti da pa toliko boljšo uporabniško izkušnjo, da odtehta vse ostalo. Pa ne moreš tega nekomu drugemu direkt razložiti, ker te bo sam neumem gledal. Kvaze, drage, se jaz tudi lahko dragem. Kje je start meni? To je. Sam tukaj se pa naučiš, da sploh ni vprašanje toliko kaj, ampak kako. Se pravi, ne vse kaj not nabašaš, ampak kako je ta zadeva implementirana, da res lahko user šteke na vsakem koraku, da je nekaj konsistentnega, da se zadeve enako obnašajo in da točno veš, kaj se bo zgodilo, kaj nekaj narediš. Greva kar na strojno programsko opremo. Pa zdaj ne vem, kot te vprašati, ker vi valjda testirate na vsemo možnemu, tako da zdaj kaj ti uporabljaš, ti bom rekel, ne tako, kaj imaš na šihtu, zato da lahko vse verzije sprobate, ker to lahko takle pol ure, po mojem sem zaradi tega. Ali kaj imaš ti, kar se hardvera tiče? iPhone 4S, pa MacBook Air. Kjer ga era? Svetleča tipkovnica ali ne? To je editor, kar je važno. Svetleča tipkovnica. Pa me sreča. Torej, talanski model SSD. Te, ki so že v redu, no. SSD. Ško bravun. Kva smo prej delali? Jaz to folko ne morem, belk jim to razlagam. Skoro vse ostalo je lahko čisto iz prejšnje generacije. Samo SSD mora biti. To je res, A to je to? Pač to dvoje imaš? Pa iPad 2 imaš še dva. Nič nisi pa naredi na iPadih še. Ne. A ga ti tudi zmeraj manj uporabljaš iPad? Pa tako, malo evaluovanje, no. Nekako sem je vklopil ta dneven flow. Nisem kva zdaj počnem. Zdaj tako redno življenje v smislu tega, da hodim v službo, kaj med vikendi, tako, pač imam era, pa imam telefon, ki se nekje premikam. Zdaj pa, če kje malo bolj potujem, malo pa tako, je pa iPad že kar uporaben, ker pa lih toliko, da ne bi laptopa sabo nosil. Pa je fajn nekako za, jaz sem full RSS junkie, pa skozi pa te novice berem, pa te so. Živijo. No, zdaj pa, ki greja zdaj na software, pa greja z RSS-om začeti, ne?
Gledam to, da si pa si kaj na Readerju, na čemu si? Na Readerju, ja. Na Readerju. Okay. Tako da zdaj s strahom pričakujem, kaj bo Google Reader. A že veš, kaj boš naredil? Zdaj, sprav sem se malo gledati te alternative, tako da nimaš, ampak ne neki te Feedlija, pa ta Fever mi je bil zanimiv, sam ne vem, če so kaj komponirali s temi mojimi dosedanjimi api. Ja, kaj pa ima, kjer ape pa imaš na desktopu za RSS, pa na telefončkih? Reader posod, pa ne vem, kaj je, The Economist, BBC News, Le Monde, pač full široko probam ti novice zastavljati, ampak največji še Reader je. No. Aha, ok. Nekaj, jaz sem pisal za Monitor en članek, glih o ta alternativah, ne, in sem mogel vse pač sprobati, ne. In je tale feedbin.me, ja? So eni modeli, ki so $2 na mesec, pa je sam syncing. Pa zaenkrat ga ima že 2 klienta, ga podpirata. Mislim, da celo Reader, ta AA Reader, ne, z 2 EO na iOS-u, mislim, da ga že podpira. Ko daš unim denar, lahko importaš vse iz Google Readerja, imaš pa mer, pa še denar jim daješ, pa upaš, da ne grejo po gobe, ne. Pač, da imaš mer. To sem en kur slišal, jaz slišim nekaj tazga rabim. Jaz sam rabim da mi moj OpenML file prebere, ker so si feedi noter, pa da mi to sinka med napravami, to je vse, kar rabim. Pa full tak simple web view imajo, ki je bolj podoben ta starmu Google Readerju, ne, kot temu zredi, ki je bil mal preveč weird man. Tako da ja, ta feedbin je meni dost cool tam izpada, no. Ker si ti ostali probajo, ali vse narediti, tako v feedli hoče biti in syncing back in web view in 16 appov, ki jih imajo, ne. Ma ja, pa to preveč kuracije, pa to kako to mi nikoli. Ja, ta feedbin so pa tako, dajte nam tisto, kar ste imeli v Google Readerju, mi vam bomo to synkali, ne, pa zdaj vsaj eden klient, že jaz v bistvu čakam, ta moj klient na Androidu je Press, ki je pa, prisežem, to bo tebe zanima, daleč najlepši app na Androidu. Pa po mojem tako najlepši je, po mojem, kjerkoli mobilni napravi. A je to tako wannabe reader, drugače? Ne, ni wannabe reader. Reader je wannabe press, če me ne vprašaš. Ne, res, ne takrat dej, press se mu reče. Res, tako in animacije in vse, unije ljudje, ki to delajo, res vejo, kaj delajo. Ker jaz nisem vedel, da je to možno na Androidu, ker nisem tega začel uporabljati. No. Res, taj smo tako, da ne, če smel kakšno na Android zadevo probi. Pač se stane €2 ali nekaj tazga. Bom pogledal, po mojem sem en članek bral že tega pressa, no. Ja, res. Da je res cool, da je še najboljši na Androidu. Ja, res, po mojem najlepša stvar na Androidu, vsaj kar sem jaz do zdaj videl, no, ker so stale malo tako pač. Okay, no, drugače ta Fever mi je zanimiv, ker jaz sem vedno hotel, da mi grupira novice, veš, tako pač en dogodek, ena novica, pa tako 7 virov in da z neko semantiko odzad pogrunta in da imam pač zdaj bo ta novica, pa bom prebral iz tega vira, ki mu najbolj zaupam, pa da mi ni treba to 7-krat potrditi. Ampak boš res hostal svoj RSS? Ja, oni so implementacijo zajebali. No? Ja, ne, se je štekam da bi kaj zadeva še več počela, to meni tudi logično, ampak tako, jaz sem tudi pa nek tajni RSS, ki je res simpel za naštima, tako, res, mislim, da tako 4-krat klikneš, pa ga postaviš sep, ne, pa, ampak nam še to si bom hostil, a veš, sam to je fora. Rajda meni denar, mogoče, upam, da v ta film še kaj pogrunto, no, ali pa se meni bi bilo v bistvu bolj, da bi bilo tako, kar vi delate, veš, da se v bistvu sync, ne, se tam dogaja, ne, pa ne Reader z 2 EO-ma, ne, recimo, dela neke algoritme, ker, tale ima pa 7 novic je v tej temi, pa ti jih gor vrže, recimo, ne. Ja, točno to, gledaj, jaz smo drugem, te stvari me zanima, zdaj pa ti ugotov, kako to najbolj predstaviti. Ja, točno to, ja. Zato, ker jaz sem pa probaval te flipboarde, pa to, ne, pa jaz to ne moram navadati. Meni je tako res luštan, če rabim nekaj malo za prelistati, drugač pa manjka mi, da bi zdaj pa rekel, da sem pa sistematično pregledal tale feed. Zato, ker hočem vedeti vse, kar piše noter v e-observerju, ne sam zdaj tiste 3 naključne, ki imaš ti serviral. Ja, točno tako, ja. Jaz sem dejansko eno od njih, ker na nulo spravil, da se se, ne. Ja. Se jih nikoli. Ja, ni bilo 1000+ unread, ne, tega ni pri meni, ne. Ja, ok, pa so na isto, ok, cool. Malo nas je, ampak smo. Obsessive compulsive. Ja, si to 6, 7, 8, ne, kaj sem da reči. No, dej, ko imamo ostale epe, pa tako, pa gre prvo na Era, kar na Macu uporabljaš, pa tiskaj res uporabljaš, pač. Res uporabljam. Ja. Safari, Evernote, Things uporabljam na vseh platformah za to do. Mi je top. Kaj še kaj tazga? Ja, OmniGraph na Aeroskos. Koliko pa si od teh od OmniGrupa epih? Dosta, sam to. Ja, nisi nič Getting Things Done, pa to, te scene. Ne, zato imam Things, mi je full. Aha, ne, okay. Tako, nisem fan tega Omnija, drugačno. OmniGraph je cool, samo to, ki bi lahko naredil tle na user experience, da je rezen. Enkrat sem še celo kregat na NSM z enim developerjem njihovim. A res, ja, lepo.
Se na koncu je pokazal tudi, da tako pol teh stvari, ki sem jih hotel sedaj narediti, ampak je skrit tako pod 6 menijev, pa rabaš 2 tutoriala pogleda, da te jasno. Ja, oni so eni od unih modelov, ki imajo mor, pa imaš pa pod mor še even more, veš, ponovadi. To so te ljudje. Okay, kaj pa pol na iOS-u, tako res ono, kar dejansko uporabljaš? Tweetbot. Si ne, viš, to mi je všeč. Tweetbot sem kar fan. Tweetbot mi je res cool na iOS-u. Na Macu mi pa za nič, mi pa od Twitterja raden gledati neprimerno boljš tudi. Zdaj je bil update je bil ne? Zdaj za tega, za Mac klienta. Možno, jaz sem jih nazaj switchal s Tweetbota, tako da... Aha, okej. Foursquare, Instagram, Povio. Pa čisto sem v tem Bejeweled noter. Še eden, to zdaj si že ta tretji. Ampak jaz sem butterfly mode. Veš, ko so oni metulčki, ki jih pa... Ne, to niso šel globoki. Nima veze, ampak to je tako, to je še umna zadeva. Veš, ko moram saj pol ure na dan, sem srečen, veš, tako eno neumno serijo v zadju, pa veš, pa te... Da je to... Ta Bejeweled, se mi zdi, da je ena od unih zadev, ki je dejansko tako prišla že podzavestno na nek Tetris nivo pa ljudeh. To je eno od unih špilov, ali pa Angry Bird, tako kar vsi malo vejo za to. A meni ne upa glih reči, da igra zadevo. Pa ta Bejeweled ima špilam. Ampak ful vas je. Jaz presežem 2-krat sem ga probal, ga špilam, tako ga imam, ampak ga tako enkrat na 100 let, sklepam, da si eno do nekaj na home screenu. To je drug screen. Li za to, da ni v vsakem trenutku skošnave. On zafira na uno potrebo potem, da nekaj čist brezmiselno počneš, ampak da imaš še zmer feeling, da veš nekaj tle, barve mečemo. Da možgani delajo. Pa še v zadljo poslušam neko serijo ali pa dnevnik ali pa lih multitaskam. Second screen pa to, Ko še? Kaj imamo še? Foursquare sem rekel... pa Povio, ne? Povio, To pač slovenska scena, ne? In jaz ga tu zadnje cajte čist preveč uporabljam, ne? A ti znaš tam sami sklop location? Location, ne, mislim, da se ne da. A se ga ne da, kar zmeraj je tam? Te už vprašam, ampak mislim, da ne. A ti poznaš te ljudi? Sej... Cool, di rečem. Sam ne bo en toggle, ker meni pa ne, povem pa še narobno, jaz nikoli nimam GPS-a ožganga, imam skozi zmeraj mi sam po Wi-Fi zdaj, ne, in imam včasih ene random ulice. In mi je tako, da zgleda, da sem res tako, ali čez cesto, ali pa 2 ulice stran mi spade, ker vidi, da sem... Bolj je zabaven, če vidiš lokacijo, pa bomo sam niso šli še delo tega, bolj drugih prioritet. Verjamem. Čeprav me je dejansko cool zadeva, tako sem mislil, da mi nao, ne bom sveto trdil, no, ka možno da je ki, ampak jaz tudi nisem še nekaj najdel. Če jih poznaš jim reč, v glavnem. Sorry, povej, kva še? Pol ta pages od Facebooka, veš, da še od Tošla menedžerimo vse te zadeve. Podcaste, Kaj pa? Podcasts. Kar podcast? Kar podcast. Če imaš kakšen ful boljši predlog z veseljem, ki mi res ni dano, sam nisem še kaj bolj. Instacast je baje folko najbolj všeč, čeprav zdaj jaz na Androidu uporabljam Pocket Casts, ki je tudi na iOS-u sam zaostaja eno verzijo, ki so šli zdaj prvo Androida delati, ker jih je ful več kupil app, ne. Ampak baje da zdaj prahaja tudi na iOS in ta je res epski, pač mislim. Te so se tudi potrudili, koliko pa vas imaš feeling, da dejansko je malo razmišljal v zadnje, veš, nisem neki nametan, pač res. Sam ta verzija, ampak ta verzija, ki je zdaj še ni ta, naslednja, kao bo 4.0, mislim, da je naslednja, pa res, fucking bola, jaz nisem, res, tudi tako kapresno, ena od unih zadev, ki ne razume, zakaj je to na Androidu, pač. Tako da, to. Točno nisem omenil, ki sem zdaj vsem omenil, da ga uporabljam. Pa Spotify, brez tega tudi ne mogo živeti. Pa kako ti pa to kle funkcionira, mislim, pri nas? Kaj imaš? Francoski bančni račun. Lep, ki drugače se ne da. Živel en let tam, ko sem bil na izmenjavi, pa sem potem zrihtal. Lepa. Pa račun imaš samo zaradi tega. Sam še za to. Pa to me pa zanima, ker vi ste v vseh, sam to, da še prekine, pa še mojte zadnje vprašanje, to sem prepoznal vprašati, vi, ki ste v tolikih državah, pa to, ne. Vam je vse en, iz kje so ljudje, ne. Dejansko, ker enim pač ni Spotify, ker so druge pač avtorske pravice, jaz to štekam, ne. Ampak ko gre pol to tep na jetre pri appih, ki mogoče tega ne bi rabili, pa so nekako omejeni geografsko. Ful. Pa veš, zakaj je to? Doskrat so skogledni. Pač tudi, ko sem bil v ZDA, se ljudje osredotočajo, zdaj moramo pa mi launchati na enem marketu, tudi če bi lahko pač čist z enako zadevo, ki jo delajo, pokrili magar celoten svet. In pač
Ja. A veš, to so ta merocentrični pa zverovani vase, da mora poli Google posebej zdaj spodbujati v Google Developer konzoli. Hej, te kaj pa če bi lokaliziral app ali pa ga do na voljo še na drugih tržiščih. Pa je samo to, da pač ker mi živimo vsi v barakah in tako nekako. Rečem, veš, to je depresivo, ne? Ne, kaj veš, to mi gre najmanj na jetra. Kaj pa tako, recimo, vas vidim, veš, ali pa isto le, recimo, Povijo. Pač vam pršo pa je Povijo, ni treba imeti Povijo Avstralije, zato če si, veš, mislim, pač eni se pa tako držijo, ne vem česa, ampak se pa en stran logičen. No, si še malo pohvalil, lokalizirali v 25 jezikov. No, pa sej, a veš, mislim, ampak tebe to ful samoumevno, ampak vidiš, da pri Američanih pa ni. On vidi v Ameriko, ki tako misli, nas je 300 milijonov, en bo že kupil to, ali whatever, ne, in polih ostalih ne zanima, ne. In moj punchline v predstavitvi, ki sem imel investitorjem v ZDA, je bilo zmer tako: There's a world outside the United States. Grozno, da moraš to v bistvu reči, veš, realno gledanje, grozno, da moraš to reči, ne. Se niso edini, če pa gledaš, ne vem, ruske TV programe, njihove nacionalne so pa isti tako, veš, in samo kaj se v Rusiji dogaja, pa njihovi znanstveni dosežki, in pol enkrat, da gledam tam TV program v Rusiji, je bilo, zdaj se pa pač Boeing je to pa to naredil, in pol, čakaj, kaj, v ameriški tehnologiji poročajo, tako, ob pomoči ruskih znanstvenikov. Ne, zato me eden ljudi na tema, veš, pa Američanih ni, ne, ker v Rusiji, če narobe povejo, Putin kliče, veš, to je drugačne, v Ameriki pač ampak leva. Zdaj še moj zadnje vprašanje. Pač en kos hardvera oziroma nekaj fizičnega, ki si imel, imaš, ki misliš, da je bilo pisano zate. A pa mora biti prav tako gadget? Ne, ni treba, da je gadget. Ni treba, da je gadget. Mislim, ne uporabljam veliko v fizični formi, ampak tako, The Economist je to je super. Brez katerega, veš, obenem združil vsa moja geekovstva od tehnologije, politike, ekonomije, pa še mojo Lenovo podpira, zaradi tega, ker je še audio edition in se mi zelo, da vsak teden lepo logram, lepo hribe, zraven poslušam Zeitung, pa sem veš. Lepo. Jaz glizan sem bral Glenn Fleischman, veš, da on. Znam, to je en človek, on fura The Magazine na iOS, on je editor. On piše za Economista na blogu, ker na blogu so na netu je Economist, edini na blogih dajo inišle od avtorjev. Tam so tako rešili, da približno veš, kjer je nekaj drugače, ne veš, kjer mi smo enota, uredništvo, whatever. Ampak res The Economist, hodo, cool govor. Ne, res, vsaka čas, to mi še meni rekel, veš pa to je to, več ali manj. Zdaj ne govorim več ljudem, kjeri so po vrsti, ker jih je bilo že toliko, tako da eden si, boš na aparatu se in... Samo eden izved množice. Se to. Hvala, res, hvala. Hvala te. Tole je bila 22. epizoda Aparatusa. Matica najdete na Twitterju pod @maticbitens, Tošelj je na Twitterju @tošelj, TOSHL. Vse ostale pogovore najdete na aparatus.si2p, jaz to imenu, jaz sem na Twitterju @anzt. Kakršenkoli feedback preko maila v iTunesih ali pa Twitterja je vedno dobrodošel in to je do naslednjega tedna to. Hvala, čau.